Kateheza med današnjo splošno avdienco je bila namenjena molitvi za žive in mrtve. S tem duhovnim delom usmiljenja je papež Frančišek sklenil niz katehez o usmiljenju, o katerem je govoril v minulem svetem letu. Zahvalimo se Gospodu in vse to ohranimo v srcu kot tolažbo in oporo, je dodal in poudaril, da so se kateheze o delih usmiljenja sicer zaključile, a usmiljenje se nadaljuje in ga moramo še naprej uresničevati, pri čemer je povabil k molitvi drug za drugega. Zadnje duhovno delo usmiljenja govori o molitvi za žive in pokojne. Ob bok mu lahko postavimo še zadnje telesno delo usmiljenja, ki vabi k pokopavanju mrtvih. Slednje se po papeževih besedah lahko zdi nekoliko nenavadno, a če pomislimo na nekatera vojna območja, kjer bombardiranja dan in noč sejejo strah in terjajo nedolžne žrtve, je to delo žal zelo aktualno. Za kristjane je pokopavanje dejanje pobožnosti in tudi dejanje velike vere. V grob položimo telo svojih dragih z upanjem na njihovo vstajenje. To je obred, ki med našimi ljudmi še vedno ostaja močno prisoten in ki ima svoj odmev v mesecu novembru, ki je še posebej namenjen spominjanju in molitvi za pokojne. Papež Frančišek je dejal, da je molitev za pokojne predvsem znamenje naše hvaležnosti za pričevanje, ki so nam ga pustili, ter za dobro, ki so nam ga storili. Je zahvala Gospodu, da nam jih je podaril, za njihovo ljubezen in njihovo prijateljstvo. Cerkev na poseben način moli za pokojne med sveto mašo. Duhovnik pravi: spomni se, Gospod, svojih vernih, ki so bili pred nami z znamenjem vere in spijo v miru. Gospod, podeli njim in vsem, ki počivajo v Kristusu, blaženost, luč in mir.